Danes bom predstavil, kako postavljati določena vprašanja, katera so ta vprašanja, katere so koristi in seveda tudi slabosti vprašanj, kajti pri komuniciranju je izjemnega pomena, da znamo pridobiti primerne informacije in seveda, da vemo tudi, kako stranki na določena vprašanja odgovoriti, zato da ona ne bi prevzela prodajni postopek. Torej, danes bo potekala beseda o pomembnosti vprašanj, ki se strankam postavlja. Vsaka oblika vprašanj, ne glede na to, kakšna so, imamo lahko zaprta, odprta vprašanja za ohranjanje nadzora, imamo alternativna vprašanja, motivacijska vprašanja in tako naprej. Teh vprašanj je zelo veliko, več o njih se boste naučili seveda v naši akademiji, ker tam jih tudi nekako pripravimo tako, da so prilagojena vašemu delu in se jih res z dobrim učenjem jih lahko pravzaprav zelo koristno uporabite v svoji praksi. Dajmo si pogledati nekatere značilnosti teh vprašanj in seveda najprej bomo pogledali, na kaj moramo biti previdni na splošno pri komuniciranju oziroma pri postavljanju vprašanj. Torej, predvsem odprta vprašanja nam omogočajo veliko pridobivanja informacij, vendar moramo biti pri tem zelo pazljivi, kajti z njimi ni mogoče usmerjati prodajnega postopka. Z njimi lahko pridobimo, kot sem dejal, informacije, to pomeni, da dobimo neko osnovo, zaradi tega, ker stranke odgovarjajo v dolgih odgovorih. Pri zaprtih vprašanjih je seveda to ravno nasprotno. Stranke odgovarjajo v kratkih odgovorih in informacij ne dobimo, saj v tolikšni meri ne in tiste informacije, ki bi nam lahko koristile seveda za izvajanje nadaljnjih prodajnih postopkov. Slabost odprtih vprašanj je tudi ta, da je stranko pri govorjenju zelo težko zaustaviti, kajti damo ji več možnosti in s tem se lahko razgovori in dejansko prevzame prodajni postopek, posebno, če ona vam postavlja vprašanja in zelo težko prevzamete vajeti v roke, če točno ne veste, na kakšen način seveda jo zaustaviti. Torej, odprta vprašanja nikoli ne postavljamo na koncu prodajnega postopka, kajti v tem primeru se celoten postopek lahko bistveno podaljša. No, sedaj si pa poglejmo, katere so prednosti pravzaprav odprtih vprašanj, ki jih boste lahko zelo dobro izkoristili. Kot sem predhodno dejal, odprta vprašanja so neizjemen vir informacij in šele, kot vi strani stranke pridobite določene informacije, se lahko osredotočite na to, kar stranka želi ali potrebuje. Odgovori so seveda daljši, niso tako kratki kot pri zaprtih vprašanjih in lažje pridobite iztočnice za nadaljnje izvajanje prodajnega postopka. Res pa je, da odprta vprašanja privedejo stranko do te, bom rekel, meje, da začne stranka povsem drugače razmišljati, kajti razmišlja o zadevah ne samo tistih, ki jih je imela sama v mislih, temveč razmišlja o tem, kar ste vi na osnovi vprašanj vprašali in s tem odpirate nova pota v njena razmišljanja. In ravno zaradi tega pomagajo pri izgradnji odnosa in seveda tudi zaupanja stranko. Poleg tega se pa z njihovo uporabo lažje osredotočimo na storitve, se pravi, da širimo storitve pri posamezni stranki in seveda tudi na izdelke. Lažje prodajamo izdelke v skupinah in oziroma izdelke z domačo porabo. Torej, nasvet današnjega dne bi bil naslednji. Mati narava nam je dala dvoje ušes in ena usta, zato ker je vedela zakaj. In zato je imela res poseben razlog. In še posebno v kozmetični stroki, če želimo dobro poslovati, se moramo tega dobro tudi držati. Da vemo točno, kdaj bomo koga nekaj vprašali, zakaj ga bomo vprašali in kakšno vprašanje lahko pričakujemo, da lahko stranko kot tako usmerjamo. Seveda o ostalih vprašanjih, ki sem jih prej omenil,
se boste naučili na naši akademiji, jih koristiti na tak način, da boste dejansko verjeli več vase, da boste dejansko veliko lažje prodajali. V takšnem primeru se prodaja sama po sebi razvija, ne rabi nobenega potiskanja, ne rabi nobenega ponujanja takšnega in drugačnega, ki bi lahko stranko odvračalo od tega. Torej, tega se je preprosto potrebno naučiti. In mi imamo na akademiji ta vprašanja, za vsako skupino vprašanj imamo prilagojeno potrebam posameznega salona. Tako da jaz vam res priporočam, pridite, naučite se, kajti boste videli, koliko koristi boste imeli od tega. Tako. Lep dan in mi se ponovno vidimo na jutranjem srečanju. Srečno.